Baš, zakaj noben šprinter še ni zmagal maratona, pa zakaj noben maraton še ni bil najboljši na 100 metrov? Zato, ker ljudje nismo hibridi in tudi ne znamo biti tako učinkoviti, kot so avtomobilski hibridi. A dej, no. Sicer pa lahko probava, no 5 do stožca, pa lepo nazaj, ampak tako po avtomobilsko, stavi, speli. A ti to resno? Resno. To vidiš, da gre. No, Jure, ajde, zdaj pa še 5 krogov okoli našega poligona, tako kot maratoncev, v maratonske tempo. Dobro, Blaž, no ajde, verjamem. Jure, si videl, v bistvu narava ne zna biti učinkovita pri premagovanju dolgih razdalj, polnih kratkih eksplozivnih štartih in tako naprej. Dejansko je biti hibrid težko, ne? Ja, ker bi po moje rabo še en srce, pa še en par nog, pa verjetno bistveno več energije, kot je rabo zdaj, ne? Ampak to, kar recimo ni uspel naravi, je uspel avtomobilski revoluciji v 25 letih. V 25 letih so dejansko Toyotini inženirji, mislim, da je pred 25 leti za Božič prvič shodil Prius s to formulo, se pravi, bencinski motor za dolge razdalje, zmogljiv, zraven električni motor, ki prevzema mestne kilometre, pa še ob rezervarju za gorivo z velike energije. Dodatna zaloga energije, ki je pa sicer manj, ampak je pa bolj učinkovita. Ja, Jure, speljevanje zahteva velike energije, visoke vrtljaje, več hrupa, tisto ogenj nad valji, večja poraba goriva in seveda več emisij škodljivih plinov, ne? In šele elektrika je v bistvu pomagala rešiti tisto težavo, ki je imela avtomobilska industrija 100 let. V bistvu zato je lahko samo hibrid, hkrati maratonc in šprinter. Res je. A moram še kaj dodati? Po moje, da ne. Čist nič več. Zdaj veste, kaj je hibrid?